Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta spet naša dva stalna komentatorja, Boštjan M. Turk in pa Miran Videtič. Dobrodošla. Tema današnje debate pa je, kako je Milan Kučan v intervjuju za Reporter napovedal četrto vlado Janeza Janše. Zdaj, bilo je rečeno, da naj začnem pogovor s tabo, Boštjan, ne? Ker imam neko inovativno ker si v dobri formi, pa verjetno imaš odlično razlago, ampak predno gremo na to. Me zanima, če ste pač videli slučajno včeraj gledala, ali pa mogoče ste kasneje na spletu videla intervju z predsednikom Ustavnega sodišča Rokom Čeferinom pri Marcelu Štefančiču v oddaji Marcel na TV Slovenija. Nekaj vem o tem, ne. A si gledal? Ne, nisem gledal, ker včeraj sem imel predstavitev knjige Tretja v 3 dnevih, tako da... Nisi ti? Ne. Če sprašujem tega, ker jaz nisem gledal te intervjuje, jaz sem videl eno odlomek, ki sem ga potem tudi objavil na X-u. Zdi se mi fascinantno, da predsednik Ustavnega sodišča reče na javni televiziji, da v Ameriki, da imamo pri nas pač večjo svobodo medijev, zato, ker so v Ameriki mediji odvisni od financiranja države, pri nas so pa finančno neodvisni od države in zaradi tega pač lahko bolj neodvisno funkcionirajo. Ja, vprašanje je seveda, ne, recimo tudi, če bi jaz, včeraj sem bil v Metliki na predstavitvi moje knjige, Zamolčana stran, ki gre odlično, no, ampak tudi, če bi imel čas, ne bi gledal televizije, zato, ker če bi gledal nacionalno televizijo Marcela Štefančiča in poslušal Roka Čeferina, potem bi to delal samo zato, da bi rekel, tako kot pri Kučanovem intervju, tisto, kar ti ljudje rečejo, razumi, da obratno drži, ne. Tako da prvič, v Sloveniji nimamo svobode medijev. Mi nimamo svobode tiska, zato ker nobeden od dnevnih časopisov z neko minimalno izjemo slovenskih novic, ki pa niso informativni dnevni časopis v tem smislu, ni neodvisen, ni svoboden, ne spoštuje, bi rekel, standardov Münchenske deklaracije, ki je temelj novinarstva. Pri nas je novinarstvo ni vezano na to, kar bi moralo biti, se pravi, da je lastnik medija tisti, ki medij ustvarja. Novinar, da je lastnik medija. To je samo zgolj v redkih primerih, a ne, je to, ampak to bi moralo biti povsod. Ne more biti lastnik medija nekdo, ki nima z mediji nič oziroma ima neke druge interese, recimo tako kot je Petrič ali pa Petan, Dnevnik, Delo in tako naprej. Te stvari preprosto formalno ne grejo, ne. In zato pač Rok Čeferin nastopa, da to jasno trditev, ki je pač dokazljiva in vidna, dokazljiva posod in vidna iz vesolja, na nek način demontira. Temu služi seveda nacionalna televizija, ki je daleč od kakršnega koli medija. To je pač PR servis te ekstremne levice, ki nas zdaj vlada. Da je to v bistvu rekel na mediju, ne, ki je financiran se strani države. Ne, ni to že sam po sebi ni ta absurd, sporen, bolj je sporno to, ne, da gre predsednik Ustavnega sodišča, bom rekel, tam na neko televizijo, kjer plasira neke vrednostne sodbe v mediju, se pravi v superlativih, ne, seveda potem se spomniš teh kontroliranih člankov oziroma intervjujev s Čeferini, ti je jasno zakaj. Kar je pa še bolj škandalozno, da pa daje neke ocene, torej te finančne zmogljivosti teh medijev, če odvzamemo recimo denar, ki dobijo od države, so potopljeni več ali manj, ne. In potem predsednik Ustavnega sodišča, bom rekel, govori o tem, da so mediji pri nas neodvisni, ker jih vlada ne financira v nekem država ne financira v neki taki dikciji. To je, da ti čeljust pade dol, da si rečeš, in jaz sem danes zapisal, ne, ljudje bi mogli pravzaprav demonstrirati pred sodišči, ne, ker tle mi vidimo, ne, da neke inštitucije, ki so pravzaprav, ki bi mogle imeti brezpogojno spoštovanje ljudi, ne, so pravzaprav ena taka bojišča za ideološke aktiviste, ne. Meni je to ratal pregrozen, še tista neka inštitucija, da rečeš Ustavno sodišče, ki bi poleg nekih gasilcev pa ne vem kaj zaupal, ne, vidiš, kako je ugrabljena, kjer pravzaprav predsednik govori neumnosti in laži. Ni neke elementarne logike, ni predsednik neke take inštitucije, kot je Ustavno sodišče, ne, hodi sploh tam nekemu Marcelu neki klepetati. Jaz bi še razumel, če bi bilo to, mislim, a veš, jaz bi pričakoval, da če želiš, ne,
glorificirati sodišče, da pozoveš predsednika vrhovnega sodišča, recimo. Ne? V neko posebno oddajo. Ja, v neko posebno oddajo. Ne pa, da ti pride predsednik ustavnega sodišča in ti govori to, kar je včeraj govoril. Meni je res čeljust. Sploh je malo tako, samo še sekundo, sploh je malo, a ni to malo neka nenavadna zgodba s temi Čeferini, pa s temi njihovimi intervjuji? Ne, ni nenavadna. Za to državo je to povsem nekaj... nenavadna je za demokratičen svet, ne? Mi vidimo tako, bom rekel, družinsko oblastno zgodbo zdaj v Venezueli, ker karte padajo, ne? Pa je Rodriguezova, pa je brat tam na ustavnem sodišču, pa je, skratka, bolj smo podobni tistemu režimu, kot pa kjeremkoli, bom rekel, demokratičnemu. Je pa še nekaj treba opozoriti, ne? Saj bomo kaj več o tem. Očitno je bil ta intervju pa s Kučanom v Reporterju, pa bom rekel, je pa dal te smernice, ne? Kam te aktivisti ideologije morajo jeti. To bi želel reči, eno piko na i na to tvoje vprašanje Roka Čeferina in pojavljanje v medijih. Rok Čeferin se je pojavil, mislim, tam, ki je bila njegova pojava res pertinentna skupaj z bratom, in sicer to je bila odlična analiza Nenada Gliksa v tvoji oddaji, kjer je seveda čisto, ki so nastopila čista dejstva, ne bom zdaj ponavljal pač, status, zamrznen status v odvetniški zbornici in tako naprej, kako je Rok Čeferin lahko brat, se pravi Aleksandar, kako je pa Rok Čeferin lahko predsednik ustavnega sodišča in tako naprej, se pravi, da so Čeferini nad zakonom. In ena varianta tega je seveda, da je prišel, bi rekel, malo polakirati svoj imidž v javno televizijo, ker to se je sigurno vedel. To so vsi, to oddajo z Nenadom Gliksom so vsi, ki jih zanima, koliko je uro slovenski politiki, šli pogledati zagotovo. In ta oddaja je uničujoča, ta oddaja je veliko hujša, eventualno od tega intervjuja z Milovićem, ki ga ni nihče videl, ampak pač. Hočem reči druga zadeva, Rok Čeferin je zame, že preprosto, bi rekel, je zame vprašljiv iz tega preprostega dejstva, ker smo že po Reporterju, 2011. leta sem jaz v Reporter zapisal nek stavek o Jožetu Pirjevcu, ki ga je seveda potem tudi Vrhovno sodišče spoznalo, da je izraz svobode govora. Isti Rok Čeferin je uredniku Reporterja leta 2011, to je meni urednik Reporterja Silvestra Šurla prenesel, isti Rok Čeferin je rekel, to bo Turk zagotovo dobil, ker to je tako eklatantno, svoboda govora, Turkova svoboda govora bi bila kršena na sodišču in to se je potem zgodilo na Vrhovnem sodišču, ki je upoštevaje svobodo govora meni vrnilo, bi rekel, vso integriteto. Ama ne, Rok Čeferin, ta isti, ki je Silvestru Šurli leta 2011 rekel to, kar sem rekel, da Turk bo seveda zmagal, ker je to svoboda govora, ne samo, da je na ustavnem sodišču glasoval zoper to, da je to moja svoboda govora, ampak je napisal tudi ločeno mnenje. Ista oseba Roka Čeferina, ki je predsednik ustavnega sodišča. To lahko Silvester Šurla seveda to bo potrdil, zato ker jaz sem 30 let v javnosti, na vseh televizijah, na kamerah, gor dol, nikoli se nisem zlagal. To je res. To je pač dejstvo. In seveda je dejstvo, vse ga je Vrhovno sodišče ugotovilo, pripoznalo, potem pa politično likvidiralo ustavno sodišče, seveda je dejstvo. Jaz nisem rekel nič takega, kar bi ne bilo res. Pa še nekaj, to, kar je zdaj pač omenil Nenada Gliksa, Rok Čeferin je tudi solastnik odvetniške pisarne Čeferin, ki mesečno dobiva pavšal od RTV, mislim, da okoli 7,000 evrov. Skratka, Rok Čeferin je sedel na televiziji, dal intervju na tisti televiziji, ki njega itak plačuje, kot solastnika odvetniške pisarne. Mislim, kup nekih absurdov. Ampak to tako je zato, ker so, kot je Gliks rekel, Čeferini nad zakonom. Ampak vsem sem pa imel občutek, da je bil pa tako mal, ko sem gledal, bi tako rekel na pamet, da je bil mal, kot da bi bilo mal nerodno. Ne vem, če. A ne veš, če? Ne vem, če. Bojan on ima mogoče vedno tako obraz, ti ga sicer bolj poznaš, jaz ga niti ne poznam človeka, nisem nikoli ga v živo videl. Ampak meni se zdi, da z eno tako lahkotnostjo govori o teh stvareh. Zdaj meni se postavlja samo vprašanje, a on se zaveda, da laže, pa mora, ali dejansko nima podatkov, kar dvomim, da družina Čeferin ne bi imela podatkov. Ne, pustimo to, da ne bi ena tako vplivna družina imela podatkov, da država izdatno financira slovenske medije, da sploh preživijo. To se mi zdi pa...
Se je to jasno, da jih financira, se to posod Ne samo... vem pa, kako je to v mislu, da ameriška država financira ameriške Ja, medije. To pa ne vem, kako to Vse misli. ni mislil, vse je brez veze. Sej ni bil point ameriška država, tako kot pri tem intervjuju s Kučanom. Sej ni point Trump. Point je to, da pač plasira tole laž, oziroma da ljudje ga vidijo na televiziji in da je ta Marcel z njim prijazen, da dolg in dolg ljudi si misli, sej Čeferini so gor na vrh, so pametni, so pomembni, so potrebni. So potrebni. Sem videl, da je Žiga Turk pa napisal komentar tam spod pač pri tej moji objavi, temu posnetku, da pa je treba pač vedeti, da veliko ljudi, če ne celo večina, tem besedam, ne glede, da so pač bolj bizarne, verjame. Ja, zato ker ali verjame ali pa ne, ali pa bere tebe, pa vidi, da to ni res, pa je še hujše. Ne? Vsaka laž, ki je plasirana v javni prostor, se prej ali slej izkaže kot laž. To ne moreš ti v javni prostor plasirati neke laži, ali pa neke polresnice, ali pa neke insinuacije, da se ne bi to zdaj pa sploh danes, se že Žiga Turk je dal na Twitter ali karkoli, ne? Ali pa jaz o tem govorim, ne? Pa mi o tem govorimo, to je en dan kasneje, še 24 ur ni minilo, še zemlja se ni zavrtela okrog sonca, je že laž skrita. In to jaz mislim, da nima smisla plasirati laži, ne? Ampak oni so navajeni delovati, bi rekel, na ta način, kot Kučan. Se je to ista zgodba. Dobro, pa gremo pač na Kučanov intervju za Reporter. Dal ga je sicer formalno še pred začetkom predvolilne kampanje, pa kar mi je bilo zanimivo je to, Reporter izide v ponedeljek zjutraj. Kučanov intervju se je v prodaji na spletni strani pojavil 24 ur. Ja, pohiteli so zelo. Kaj pomeni pravzaprav to, recimo, prvič, kaj pomeni to, da se je Kučan odločil, da bo tak intervju, če sam govori, da je navadno upokojenec, ki ga zanima, kako si ti prej razlagal, beljenje sobe. Ja, ne, Milan Kučan je, ko je odšel v to tako imenovano veliko, bi rekel, penzijo svojo, ne, je rekel, da je navadni upokojenec, kaj boste pa zdaj predsednik delali, sem mislil, kaj bo imel inicijativo, karkoli, šel na Kitajsko, karkoli, ne, rekel, jaz bom pa preblelil svojo dnevno sobo. To je rekel. To je rekel, ko je šel v penzijo, ne? In s tem je hotel nakazati, da je on strog privatnik. In tudi zdaj na začetku tega intervjuja zanimivo, da je Štefko prvo, kar je, bi rekel, kako je, ker to je gotovo dogovorjen bilo, kako naj pa Kršinar, o katerem imam zelo svoje mnenje, pa zaradi kolegijalnosti, da nekdanji kolegov ne bi tega mnenja razpredal, ampak kako naj pa Kršinar ve, da ima Štefka zobe pokvarjene, pa da so Štefka zobe. Ja, kako naj Kršinar ve, da ima Štefka zobe pokvarjene? Dajte mi vi to povedati. Pa sej nima telepatije, da bi v Štefkino glavo, da ne hočem reči. Ne? In s tem, seveda, to je promocija, ne? To je čisto namerno. Kako to je Kršinar ve, da ima Štefka težave z zobmi? Ja, tako, da so ta intervju z vprašanji pa odgovori nekje drugje napisali, ne pa na Reporterju. Če mene vprašaš, ker to je tako očitno, a ne, to ni, gospod, vi ste bil predsednik, gledate svet, države, gor, dol, a ne, začne se tako, kot z biljenjem dnevne sobe, pa Štefkinimi zobmi, pa tako, ne. To je tako, ne. In najbolj recimo, kar preseneča, da smo mi zdaj pozitivno, ne bom samo negativen do Kučana. Mi smo dobili... Ne, se to, kaj si zdaj povedal, je pozitivno. Kaj da bo Štefka zavezal. Kršinar ve. Kršinar ve. Ga skrbi tako, kot hočem reči. Ena zadeva, ki je tle res simpatična in lepa in mislim, ponos Slovenije smo mi dobili v bistvu neko močno babo Vango. Kajti Kučan naslov intervjuja je, četrta vlada Janeza Janša bo najhujša od vseh. Kako najstrašnejše, kako Milan Kučan ve, da bo četrta Janševa vlada. Kako Milan Kučan ve, kakšna bo ta Janševa vlada četrta. Kako Milan Kučan ve, da bo to najhujša vlada od vseh. Kako to ima nek vpogled iza časa, ne? Tako kot Nostradamus ali pa baba Vanga. In zdaj, če smo zaščitili mi, ne vem kaj, Teran, Pršut, karkoli, lahko zaščitimo tudi njega, ker to je dobesedno šloganje prihodnosti. To je, kako on to ve. Ampak tezo, da je on navadno upokojenec, to so tudi mediji sprejeli, ne? To mediji čisto resno o tem pišejo. Zato sem pa rekel v prejšnjem stavku, da mi nimamo svobode tiska. Vsake časa mediji, tiste, ki pač po njihovem mnenju malo preveč govorimo o Kučanu, opozorijo, zakaj se ukvarjamo z navadnim upokojencem. Kateri navadni upokojenec pa se še, poleg Milana Kučana, navadnih upokojencev v Sloveniji par 100 tisoč, kateri pa se še na tako odmeven način izreka o tako odmevnih stvareh, kot je prihodna usoda države in država, kateri pa en sam v državi Milan Kučan, potem pa ne mi reči, da je to navadni upokojenec, ker ni. On je očel iz vsega, iz zakulisen, seveda, ker pri njih je kategorija laži in neresnice absolutno sprepletena s kategorijo resničnosti in resnice ni imel vse enkrat Golobu, kaj govori
govorijo. To jih ne mota. Ne. To, kar se vidi, kaj Kučana moti, pa še nekaj, kar bi moral upozoriti. Ne. V moji prejšnji knjigi Etniki svobode imam ta intervju za Al Jazeero, ki so ga zdaj vzeli iz interneta. Je pa naveden, ker sem ga tudi citiral, kaj Kučan tam govori. Tam Kučan govori isto stvar v istem časovnem režnju pred volitvami, samo s to razliko, da pluva po Janši, gor dol, da je Janša največja nevarnost kjerkoli, samo s to razliko, da danes je uporabil Trumpa, takrat je pa uporabil, bi rekel, Višegrad, Poljsko, Madžarsko in to. To je edina razlika. Vse formulacije so pa tako rekoč enake. Kot je tudi enako v tem kontekstu, ki izpostavlja Nika Kovač, da je bila Nika Kovač, če že govorimo o svobodi medijev, delova osebnost leta pred parlamentarnimi volitvami 2021 in je bila Slovenka leta, ja, no dobro. Slovenka leta 21 in 2025. Talajo si nagrade med sabo. Tako, ne. Nagrada Nike Kovač vedno pred volitvami dobi neko nagrado, ker se Kučan na Niko Kovač tu v tem intervjuju tako sklicuje, pa ta intervju poln nekih napak, ne, recimo pač Janševa vlada gor, Janševa vlada dol. Dejstvo je, da smo te ključne razvojne premike, prav v smer, ki jo začrtuje Kučana, ne, Evropske unije, in to opravili pod vladami, v katerih je bil Janez Janša. Osamosvojili smo se pod vlado, v kateri je bil Janša obrambni minister, in prispeli smo v Schengen in v evroobmočje, v vladi, v kateri je bil pač Janez Janša premier. Mislim, to so pač dejstva. Ne? Hočem reči, in je že to v oči bijoče ponarejanje resnice. Ne? Zdaj, zakaj po tvoje sploh zdaj prišlo do tega intervjuja? Ja, volitve so pred vrati. Razumem, ja, ampak recimo, zakaj je bil zdaj ta čas? Moja špekulacija je ta, pa niti ni toliko več špekulacija, da dejansko se kaže tisto, kar smo mi zdaj pa vrsto mesecev napovedovali že, ne, kar nekaj časa, ne, da je pravzaprav Golob pogrebnik lažno levega političnega pola. Ne. In jaz mislim, da je, če kdo ima, bom rekel, te analize, verodostojno zase narejeno, jih ima Kučan, ne, preko Toškega inštituta. In jaz mislim, da tisti rezultati kažejo, tudi na nek način prihajajo ven te informacije, kažejo strahovit porast. Ne. Ampak, a veš, zdaj... Aha, in to je zdaj šel Kučan, mislim, reševati. Kučan gre po standardni poti, ne, se pravi, prvo porine ven, vsaj ta zadnja leta, neko nevladno strukturo, potem, ko ugotovi, recimo, malo sebe da ven še, oziroma sebe na konc, ne, in potem šele svojega kandidata za premierja. Kaj to pomeni? Oni želijo tega Goloba, in tudi retorika Goloba zadnje čase, če sta opazila, je blazno povezovalna, miroljubna. Skratka, nič tistega, kar smo opazovali. Umaknjena je Tina Gaber, ni več, bom rekel, preseravan, tu pa tam uide kakšni Instagram s kakšnimi čeveljci za $1000 in podobno, ne, ampak na to ne morajo imeti kontrole. Melania Trump, ne, na to ne morajo imeti kontrole, ampak v javnem življenju je pa pravzaprav ta moment ni. Kučan želi seveda ohraniti to podobo Goloba kot nekega, to, kar so prodajali 2022, recimo kot vrhunskega menedžerja, ljudje so ugotovili, da vrhunski menedžer ni, ne, da smo dobili vrhunskega prevaranta, in zdaj gre pa probati na to povezovanje. Ampak jaz mislim, da je ta levi pol tako razbit, jaz govorim s predstavniki tega levega pola, da je enostavno, jaz ne vem, bič, ne, Kučanov, pa da jih skup zbobna, ne, bi lahko mogoče še pomagal. Jaz ne verjamem, da lahko še karkoli pomaga. Ima pa težavo Kučan, ne, ima pa težavo, ker karkoli se dotakneš v tej državi, odkriješ, ne, ti ven skoč neka korupcijska zgodba oziroma neke nečednosti Zorana Jankovića, ne? Ki ga pa on ne da za nikakršno ceno. Ne? Nikakršno ceno. In to je res ta mlinski kamen potem, ker on želi potem s temi mehkimi pristopi, uvozom Trumpa in podobno, nekako slovensko javnost prestrašati. Ne spomne pa hkrati, ne, da mi smo slovenskega Trumpa že imeli, to je Zoran Janković, ne. Tepo je tamle tiste umetnike po rogu, ne, tepo je tiste kmete tamle po tistih njihovih zemljiščih. Ja, mi Trumpa že imamo. Ne. Pa konc koncev, ne, smo se temu
Trumpu nismo se prilagodili, ampak smo jasno dvignili glas. Tako da ne vem, v kakšnem Trumpu novem slovenskem bi on govori. Ne. Seveda on tega Trumpa svojega ne sme izpostavljati. Ne. In zato jaz pravim, ljudje božji, Trumpa imamo, ampak dajmo poskrbeti, da ta Trump v podobi Zorana Jankovića ne bo več imel takega vpliva, ker ima vpliv na Goloba, na delovanje naše države, kar pomeni, da moramo reči 22.3. hvala lepa Robert Golob. In potem lahko Milan Kučan, Robert Golob, Zoran Janković se grejo svoj trumpizem kje druge. Ampak ta država mora zadihati. To mesto, tudi kasneje na lokalnih volitvah, mora zadihati. Mi se moramo res tega trumpizma znebiti, ampak trumpizem je v podobi Kučanovih nastavljencev. Ampak, Milan, zdaj, ko praviš Janković je Trump, ne? Ja. Pa zdaj tudi prihajajo vse te zgodbe, ki so na nek način ven, te, bom rekel, koruptivne zgodbe, ker se pač ne govorimo o 20.000 evrih, pa 50.000 evrih, ampak o stotinah milijonov evrov, povezane neposredno z Jankovićem, oziroma prav z njegovo pozitivno Slovenijo. Ne? Zdaj imamo Alenko Bratušek, ne? Turčija, drugi tir, 300 milijonov evrov. Samo preoblečeni so v imamo Roberta Goloba, GEN-I, balkanski posli, vse to je povezano. Vse to je temelj pozitivne Slovenije, Romarjev z magistrata, kjer je prednjačil Milan Kučan, ko je želel nam podtakniti, podtakniti nam je želel Zorana Jankovića. Ko danes gledamo, s kom ima Zoran Janković stike v tujini, mene srh spreleti, da je nam je Kučan želel to že podtakniti, kdaj, 2011 ali kdaj so bile tiste 2011 nam je on slovenskega 12. Trumpa že želel podtakniti, danes pa govori o nevarnosti trumpizma v državi. To je skregano. Jaz bi nekaj, če smemo upozoril, da tle so bistvene razlike. Ne. Trump pač ni Zoran Janković iz preprostega razloga, ker je Trump pač self-made man. Ne. On si je to premoženje ustvaril sam. To je pač, on je do tega prišel nekaj pa je podedval, potem je pa pač izrazito spreten in inventiven, da je pač na nepremičninah to, medtem ko ves ta krog pozitivne Slovenije, kako to že imenuje, ki zdaj ven skače, ves ta krog pa razume samo, kako se približevati javnim financam, javni blagajni, proračunu in kako tam ribartu kalne. To je edino, kar znajo. Janković je imel Mercator in državni kapitalisti. Ne? Pa Jankovićeva zgodba ni toliko zgodba tedaj zgodba Mercatorja, ampak je zgodba tega večjega kompleksa, ki je bil zraven Mercatorja, danes popolnoma pozabljen, Emone, ne? Čist da govorimo zdaj 30 let nazaj. Ne? Ampak seveda med Trumpom in Jankovićem so ogromne razlike, mislim pa predvsem je nekaj, če si ti predsednik neke države bil 12 let, nekaj je bil Kučan, žal, proti moji volji, mislim, pa ni pomagalo, seveda, ampak potem moraš upoštevati, da ta Trump je poročen in je poročen Slovenko, ne, in mislim, da že tukaj ti, mislim, hočem reči, mi bi Melanijo, če bi bila Melanija Hrvatica, bi dal že Hrvati en otok, bi z tega stržili toliko, da bi naredili 500 milijonov plusa v turistični sezoni z Melanijo, ne, mislim, Kučan se je pa otepa, mislim, ta tranzicijska levica. Mi bomo prej blejski otok Michelle Obama dal, kot pa verjetno. Hočem reči, mi imamo najpomembnejši. Fila pravi, da Trump in Melania niti ne razmišljata o tem, da bi prišla na obisk v Slovenijo. Ja, pa halo. Ja, pa če bi se do mene tako obnašali, pa bi jaz še najmanj razmišljal, halo, če predsednik, nekdanji predsednik države kot najhujše zlo v svetu predstavi njenega soproga, pa seveda ne bo prišel sem. Če celoten medijski mainstream, za razliko bi rekel opozicija, pač trobenta proti Trumpu. Zdaj pa jaz, po mojem, zelo malo možno, da bi Trump... Malo šali, malo zares. Dokler obstajajo pariški viceji, verjetno nimam ben interesa, da Trump sem prihaja, ker to pomeni, da nekateri pri nas potujejo in skrbijo za svoj Instagram, pa še lovijo tega nesrečnega Trumpa tamle okoli WC. Ja, to je pa pač popolna... Ali pa kje drugje, tako kot Musarjeva, takrat na pogrebu. Se po moje tudi Kučan nima nič proti Trumpu, ampak zdaj ima pa proti Janši, in še enkrat pravim, tako kot je izpostavljal Maroveckega pred prejšnjimi volitvami, zdaj izpostavlja Trumpa, sam ne zaveda pa se, da to pomeni ogromne, če ne kolosalne zunanje politične posledice za Republiko Slovenijo, kajti Združene države Amerike so najmočnejša velesila na planetu in ravno kar so dokazale to svojo absolutno sofisticirano premoč s tem, da so Maduro pospravile iz njegove škatle ga pripeljale, ne da bi izgubili enega samega vojaka. No, nekaj je bilo, ja.
Ne, mislim, Nekaj ne, na ameriški strani ni padel nihče. Na ameriški strani ni padel nihče. Ne. In to je pač zdaj, bi rekel, to kolosalno nastopanje proti Trumpu, a ne, gre za to, pa za Palestino, pa proti ZDA, pa za Maduro, pa za Venezuelo, pa to je ta, bi rekel, popolnoma odtujen ljubljanski sloj, tako imenovane družboslovne inteligence, ki se je pač zajedel v vse pore, a ne, se repliciral, multipliciral in zdaj vodi državo. Ne. Ampak hkrati pa plačujemo Američanom visoke najemnine, ne? Za naše diplomatske predstavnike. To je pa druga zgodba, tukaj pa ne trznemo. Da ima Samuel Žbogar, to je pa odličen članek tvoj, da ima Samuel Žbogar bazen v svojem stanovanju. Ne. In mislim, in da smo dali 22 milijonov, ne, 22 pa milijonov. To ni končna cifra, če pa to ni končna cifra za nič. Zakaj je šlo 22 milijonov za tisti nestalni sedež v Združenih narodov? Kaj je bil učinek 22 milijonov? Učinek je bil nič. Vse ni znano učinek. Zanč me je nekdo izdobil. Ampak, gremo na Kučana, še pa nekih test. Si videl, kako to upravičuje on, ta odnos med Golobom, med Golobom in med Jankovićem. Češ, da ga je to za odnos med županom prestolnice, ker Ljubljana je vendarle prestolnica, pravi Kučan, in predsednikom vlade. Ne vem, se dela neumne, ali mu je zmanjkalo nekih argumentov, je popolnoma zmanjkalo mu, ali kako pismo. Zmanjkalo mu je predvsem pameti. No? In to je tisto, kar jaz govorim. Ne? Če bi bil, ne vem, Zdenko Roter še živ ali pa Janez Kocijančič, bi verjetno neko novo dikcijo najdla. Ta pa očitno ne zna tega. Ne? Ker potem prideš z največjo možno bedarijo, ne? In potem se človek vpraša, v redu, imamo predsednika vlade in imamo predsednika torej župana Ljubljane, ki po Kučanovih besedah bojda nista prijatelja, ampak sta torej v funkciji državotvornosti. Dobivata se pa na čevapčičih, dobivata se na branču v enem zelo glasnem lokalu, dobivata se na pijankah mestnih javnih podjetij, se upravičujem izrazu pijanka. Skratka, ampak ona dva nista prijatelja. Nista prijatelja. Ampak to, da Kučan ve, da ona dva nista prijatelja, je približno enako, temu, kako Kršina ve, kaj se dogaja z zubmi. To so enostavno bedastoče, ki jih hoče zdaj, ampak je to pa hkrati en tak test, bom rekel, čeprav jaz mislim, da je to intervju za bazenčak, ne. Sej ta doseg tega reporterja ni zdaj tak. Mi delamo reklamo, če so tudi to. Moramo se o tem pogovarjati. Moramo se pogovarjati, mogoče bomo pa katero od volilnih, jaz temu rečem, ovc, v narekovajih, oziroma manj tiste ljudi, ki manj sledijo tej politiki, pa ki bi res verjeli na te besede, ne, da sta ona dva državotvorna, ne, in zato sodelujeta, ne, prepričali oziroma z argumenti pojasnili, da temu pač ni tako. Ne. Zato je treba o tem. A misliš, da se meni govori o tem? Meni je to nagnusno, ker se mi zdi, da je to podcenjevanje zdrave kmečke pameti. No? Ti ljudje delajo to, kar je neverjetno. Ne. Ti ljudje delajo na podcenjevanju ljudi. Oni imajo ljudi množično za bedake, da bodo kupili njihove tako plasirane laži. Ko si vsak se lahko prepriča, a ne, Golob pa Janković nimata na čisto slučajno je tam, ne vem, padel z aviona Janković, pa bil tisti matičar, ki ju je poročal. Ampak to je čisto slučajno, a ne? Pa ju ni poročal, pazi, ni ju poročal v matični občini Ljubljana, ampak ju je poročal, mislim, upravna enota, kaj je tisti Piran, ne vem točno, ampak skratka, 100 kilometrov, ne? Nista pa prijatelja in nimata osebnega nič in da grem spet nazaj na to, da je Robert potem, ko mu je Janković nataknil prstan, ne, ali kako je to gre, ali pa držal prstan, kako ne, pretekel pred kamer in rekel, Tina rekla, da. Najbolj oseben stavek, ki ga je rekel, ampak ona dva osebno nimata pa nič. Tudi Janković edin, ki ve, kdaj naj bi se Golob in Tina Gaber spoznala, ne? Janković edin to ve. Župan Ljubljane, ki ni prijatelj s predsednikom vlade, ve. Ampak vseeno, Miran, da imamo vseeno, da čistimo vseeno. Zdaj smo čisto približali, zakaj je zdaj šel Kučan dati ta intervju, ampak zakaj se, mislim časovno, ne, terminsko, ampak zakaj se je odločil, recimo, da ga da v Reporter? V čem pa je to film ta? To je tudi mene presenetilo, da si ni izbral kakšnega medija, ampak potem, torej z večjim dosegom, ampak potem, če si opazil, naslednje dni so itak vsi te mediji to prenesli. Ne. To je zdaj ta strategija, ne. Nekje pač, damo nekemu mediju, ki ga recimo malo poujčkamo, ne, fajn se bo zdel Odlasku, fajn se bo zdel Kršinarju, fajn se bo zdel Šurli, ne. Potem bojo pa to itak te naši skupni mediji raznesli. Ne. Mislim,
Jaz mislim, da je tle še en razlog. Tle vidiš, se bom takoj, tle vidiš enostavno, kako je ta država ugrabljena, ne, z neko ideologijo, ki ima lepo poskrbljeno, ne, da je čisto vseeno, da štir v Reporterju izjavo ali pa konc koncev za državni RTV ali pa STA, vsi mediji, ki so pod okriljem te plačane zgodbe, bojo to prenašali. Ne, sem mislil še to reči, da Kršinar ima s Kučanom dobre odnose in izkušnje, ker mislim, če se pravilno spominjam, je Kučan prišel, Kršinar je potem izdal svojo magistrsko ali diplomsko nalogo, ne, in je bil Kučan tam v Krambergerju, ne? Prosim, v Krambergerju, ki je neres... Uvod je napisal, kako... Ja, in je bil tam in se mu jaz spominjam fotografije, ki me je takrat zelo prizadela, ker sem bil pač 10 let del Reporterja, ki se mu je poklonil Kršinara, ne, in seveda ta teza, ki jo je Kršinar v svoji diplomski nalogi zagovarjal, je pač preprosto neresnično, pa zdaj ne bomo odpirali, ne, ampak za vse te začenši s Štefkinimi zobmi ti potrebuješ nek kader, ki bo vse to pogoltno pa požrl, ne. In mogoče so zbrali Kršinarja prav zato, ker so vedeli, da bo to šlo mimo da ne bo težav 5 strani na ponc, čemarkoli bo že povedal, tudi s tem, da Janković pa sta ona dva čisto formalno za prestolnico, on to mora biti, nikjer v svetu ni na Dunaju, nima prestolnica nobene v Parizu, nima župan nobene posebne zveze ali karkoli, mesto kot mesto. Sej, če ti rečeš, da ima posebno zvezo ali pa poseben interes politični, ne prijateljski, politični za prestolnico, ti deklasiraš ostala mesta. Enostavno. Zakaj pa za prestolnico? Kaj pa je ona posebenega? Zakaj pa ne za Maribor? Zakaj pa ne za Ptuj? Ne? Halo? Tu gre kontralogiki in vse te kontralogiki začnejo Štefkinimi zobmi, ne? Vse te kontralogike ti rabiš človeka, ki bo rekel, super, hvala. Pa ne vprašal nič. Zakaj pa on, recimo, že v napovedi so se na Reporterju pohvalili s tem, da Kučan ne izgovori besedo Janez Janša, ne? Kakšna je pa to zdaj neka taktika oziroma strategija? Kaj je to nek zaničevalen pristop? Verjeten, da ti ne omenjam imena. Jaz razumem vse skupaj, jaz razumem to, da se dva, ki sta dozorevala, oziroma en je že dozoreval, en je prihajal kot neka nova politična zvezda, pač ne marata tam iz 80 let. Ne marata. Jaz tudi pač... Če ga je dal zapret. Čakaj, dovolj. Ampak pač se ne marata. Ampak jaz te šizofrenije Kučanove pa ne morem razumeti, postavlja se, bom rekel, politično nad Janeza Janšo, da je imel večjo kariero in podobno, hkrati pa je pripravljen žrtvovati ugled države samo zato, da ni Janša. To zame ni politik. Recimo, lahko da mu po glavi roji, da so mu, ne vem, v tistih 90-ih letih obljubili, da bo reformator Jugoslavije ali karkoli, celo, ne vem, se strinjam, lahko 22 milijonov ljudi voditi, pa je mogel samo 2 milijona, ampak skratka, on jasno kaže, da te države, katere prvi predsednik je bil, nima na prvem mestu. In to je pa nekaj opcija. Ja, in to je pa nekaj, in seveda potem se skozi teh 30 let rodijo razni Jankovići, Golobi, skratka, kaj hočem povedati, te standardi njegovih pijunov, koristnih idiotov padajo. To so pa strašno. Ampak, zdaj se je pa zgodilo nekaj posebnega, zdaj pa prišel gospod Leta. In zdaj te koristni idioti, boj, da ga več ne, kaj dosti ne upoštevajo, gledano, tako kaj 10 let imel še recimo roko nad vsem, pa mislim, da tokrat več nima, ne? Ker če bi imel, ali pa dejansko to povezan s tem, kar sem prej rekel, ta izguba teh možganov svojih, ki jih je imel, teh ljudi okoli njega, bi enostavno pred volitvami, če bi želel Golobu dobro, Jankovića umaknil iz predvolilne kampanje. Tako je pa Janković pravzaprav ob Tini Gaber očitno prvo ime te predvolilne kampanje. Je pa nekaj vse, ne, zdaj, mogoče to res je tukaj pomanjkanje nekega možganskega trusta pri Kučanu. Ne. Ker si videl, pač sem videla to, da je pač povedal to, kar je povedal v zvezi z Niko Kovač, ne, kako da je on nagovarjal, da pač ne se aktivira kot političarka. V bistvu tukaj pa se res nekaj na nekaj izda, da je on v bistvu tisti, ki vodi. Ki vodi civilno družbo. On je večkrat v svojih intervjujih rekel, da je njegova opcija levica, se pravi stranka levica z veliko začetnico. To je povedal, ker je tudi popolnoma logično, ker on je pač skrajni.
2 let nazaj je bil pa SD, pa Zares je bil a veš, potem, on po ja. potrebi funkcionira. Jaz, ne, kar je pač, ampak še ena stvar, ki jo moramo absolutno nujno izpostaviti v zvezi s Kučanom, ne, in ki je seveda ni novinarskega vprašanja, ki bi ga jaz postavil, če bi delal intervju s Kučanom, bi bilo tole. Ne. Gospod predsednik, kako pojasnite, da ste edini predsednik, za katerega vemo, ne, ki je lagal pod prisego? Ne. Lagal je pod prisego v zvezi z JBTZ, je Milan Kučan, je dobesedno lagal pod prisego. Od katerega medija pričakuješ, da ga bo to vprašal pošteno? Halo, mislim, zdaj pa jaz to sprašujem. Pa jaz to plasiram tukaj nota, ker to je pa bistvena stvar. V dvojem je unikum. V enem je malo hecno, se pravi, da je unikum Baba Vanga, kako on ve, da bo Janševa 4. vlada. Drugo, čemer je pa unikum, kar je pa tragično za republiko, je pa to, da je lagal, da je edini predsednik, bi rekel, edini predsednik države, ki jo jaz sploh poznam, da je država, ki je lagal pod prisego. Očitno dokumenti iz arhiva očitno dokazujejo, da je seveda še kako dobro vedel za vse, kar se je dogajalo v zvezi z JBTZ, ker po logiki seveda tudi ni moglo drugače biti, se je bil šef partije in je partija vedla vse, pa ne samo, da je vse vedla, vse je odločila, ne? In danes imamo to, in on je šel lagati pod prisego, da v tem ni vedel nič. Poslušajte, to je nekaj nepojmljivega v zvezi s tem človekom. Kaj bi mogli recimo mediji, ko pač Igor Meze izda knjigo, objavi dokument, ne? Pač ljudje to vidijo, mediji to vidijo, kaj bi mogli recimo mediji narediti? Zdaj sem ravno kar rekel. Prvo vprašanje, ki ga mogel Kršinar postaviti namesto Štefkinih zob, je, oprostite gospod predsednik, kako pojasnite, da ste očitno, glede na dokument ta in ta, objavljen od Igorja Merze tu in tu, očitno faksimile držijo, ker je gor žig, ker je gor to so žigi in podpisi uslužbencev, nameščencev nekdanje države. Kako to komentirate? Vi ste lagali pod prisego. In vrtati v ta odgovor. Ja, in vrtati, dajte mi pojasnilo. To je prvo, kam je brigajo Štefkini zobje, pa da ima glavobola ali zobobola, kaj že ima. To je prvo, če je človek novinar, je to prva stvar, ki bije v oči. In to so ti mediji, o katerih Rok Čeferin, govori, da so super neodvisni. Bill Clinton, se spomnimo, zdaj, torej mu je grozil impeachment, zato ker je tam se ni izrekel do konca o, bi rekel, če se pravilno spominjam, naravi njunega spolnega odnosa z Moniko Levinsky, kaj je to bilo. Ampak to nima nobene zveze z usodo države, medtem ko da ti veš in daš zapreti človeka, ki je sotvorec te države, katere predsednik si in ki je naša skupna dobrobit, Republika Slovenija, to ima pa temeljno zvezo, a ne? In če recimo bi lahko rekli, pa puste Clintona primer, kaj jo briga, kaj sta ona dva imela. Bilo je, konsenzualno je bilo. Monika je bila Vanga zaljubljena, je bila v redu. Pa puste ga primer, ne? Ampak so vrtali Vanga, se mu je impeachment, je bil svetovni problem in Bill Clinton je danes predvsem znan po tistem, bi rekel, se pravi, Bili cigar. Ejakulacija, kaj je že bilo, ne, hočem reči, ne, ta pa laže pod prisego. Pa pod prisego, ti lahko lažeš tako za šankom. Rečeš ti, jaz sem pa, ne vem, veš, da sem jaz pa hodil z Moniko Belucci, recimo. Ne. Hočem reči, ampak ne moreš pa lagati pod prisego, ne moreš pa lagati na ključno temo države. In najhujše stanje teh slovenskih medijev pa, da tega noben od novinarjev razen nas ni pograbil in ni artikuliral. In ta človek drži, Milan Kučan še danes, da smo oblast uhaja iz rok, ampak še danes drži ključne niti, se je on priporočil tako Goloba kot Pirc Musarjevo. Kaj pa je rekel za Pirc Musarjevo? Da se bodo standardi dvignili oziroma se bomo vrnili nazaj na vlogo. Funkciji bo vrnila ugled. Ja. Kar samo kaže, ne, da ko ne mara, res ne mara. Ne? Ali se gre za Janeza Janšo, Boruta Pahorja ali pa koga tretjega. Ali pa koga tretjega. Lagati je pripravljen, manipulirati, zmišljavati se, skratka, zelo demonsko, no? Pravzaprav zelo demonsko. Zakaj je pa tokrat recimo čutil potrebo, da avtira glede Nike Kovač? Pa se nima več kaj skrivati. V končni fazi se Nika Kovač avtirala. Pa sej samo pogledaš ideološko plat Nike Kovač, pa pogledaš ideološko plat Milana Kučana, halo. Pa sej, mislim, normalnemu človeku je jasno, da je to eno in isto. Ne? Tako da verjetno Zale Klopčič res ne bo podprl. Ne? Niko Kovač pa verjetno zaradi teh družinskih vezi, zaradi ideološke plati, tako in konc koncev vsi vidiš, ne? Danes ima tiskovno konferenco, ne? Oziroma zdaj snemamo to oddajo je na tiskovni konferenci, ker ženska govori o Anžetu Logarju.
Mislim, pazi, Anže to je Logarju. In še 8 majec ima tiskovno Pazi. konferenco, Anže Logarju. In kot, bom rekel, Milan Kučan, kot bom rekel, starosta slovenske politike, za sebe pravi moralen in etičen, se danes ne bo oglasil, pa rekel, čakajte, otroci, kaj se pa greste? Ne, zato, ker ne. A On veš? ima, recimo iz mojega primera, se lahko to povem, kaj je meni rekel. Ne? Recimo, on ima, jaz sem 30 let nazaj, dobre 30 let nazaj razumel, da je pri njem samo, to je najhujše, ker on govori o delitvah. Ne? Mi sploh ne delimo, jaz sem zelo odprt človek, on pa govori, da Janša deli, pa da mi delimo. To sploh ni res. Oni, če nisi ti absolutno 100% njihov, kot je bilo v hosti, te zavržejo. Moje prvo srečanje z njim, ko sem bil predsednik Krščanskih demokratov za Ljubljano, 26. oktober 94. leta, je bil župan Cilk v Ljubljani, skupaj s Trgarjem sta tam strela dol Titova in dal Dunajsko gor. In potem smo šli na konc sprejem pri Milanu Kučanu. Jaz sem rekel, čistko, ker sem pač ljuden človek, sem rekel, to je predsednik države, takrat se še nič ni vedelo o njem. Ne. Bil je predsednik države, sprejem do njega, sem rekel, na koncu čisto diskretno, sem rekel, dober dan, jaz bi se vam želel predstaviti, sem Boštjan Turk, ne. In on je zelo mehen, tako da meni nisem zelo velik, ampak bom bilo neroden. Ne. In me tako pogleda, ne, in sem točno nekaj narobe in pravi, saj vas poznam, ne. Pa jaz ga gledam, ne, sem rekel, se ne poznava, ne, jaz ga nikoli nisem videl, takoj, ko se zdrzneš, ne, je rekel, poznam vaše pisanje, ne. Sem rekel, nikoli nisem o njem pisal, čeprav sem pisal takrat za Delo veliko, ampak o njem nič, ker se pač ni točno nič vedelo. In me pogleda naprej, ne, tako kot leze kača v miš, ne, in me pogleda naprej in pravi, veste, kaj je vaše pisanje, ne. Jaz ga gledam, ne, in mi pravi, butne v obraz. Vaše pisanje je nov prispevek k slovenski politični blaznosti. Leta 94 sem imel 27 let. Jaz ga gledam, potem si pa najverjetneje ni znal razložiti, kaj, da jaz ne akceptiram tega, kar on meni prav, potem ki tako gor pogleda in tako z roko zamahne proti meni, tako naredil. Ampak veste, to ni nikoli individualno, to je vselej kolektivno početje. Pa jaz pridem do konca, bi rekel, do svojih moči in sil nazaj, pa ga pogledam tako dol, pa pravim, veste kaj, prvo srečanje s predsednikom sem si pa drugače predstavljal. Se obrnem na petah in grem. Prvič zadnjič z njim govoril, ampak to mi je povedal, jaz nisem se takrat nič angažiral. Potem šel si, kako? Sem rekel sem, prvo srečanje s predsednikom sem si pa drugače predstavljal, ne. Potem sem se pa obrnil na petah in sem odšel. Brez keks. Ampak jaz še nekaj, zakaj tle moja zgodba postane neka splošna zgodba, jaz mu nisem ga niti omenil takrat. Nikjer nisem o njem ničesar napisal. Tudi v Delo sem pisal sobotno prilogo, ne bi smel. Pa tudi nisem nič vedel o njem, ne. Ampak kako so oni njegove službe očitno naredile moj psihološki profil, ko sem postal predsednik Krščanskih demokratov, so ugotovili, da človek popolnoma neuporaben. Kaj zdaj ugotavljajo za Anžeta Logarja, da je čist neuporaben. In zato ves ta cirkus, a ne? V bistvu je Anžetu... Kdo ugotavlja? Kučan, zakaj ga pol toliko napadajo Logarja? Pa se Če pravi, neuporaben. Ne, zanj je neuporaben. Kučan je ocenil, da sem jaz za njega, zato da bi bil potrčko, ali kaj, da bi Jaz mislim, da je to koristnega bedaka. mislim, da je to privilegij. V krščanskih demokratih jih je ogromno ljudi igral Kučanovega koristnega bedaka. Ja, Ogromno jih je že umrlo od tega. Tudi Cilj Pucko je igral Kučanovega koristnega bedaka. Ne vem, kje je zdaj. Jaz nikomur nisem v svojem življenju igral koristnega bedaka. Ampak jaz In to je pa druga zadeva. Jaz sem bil takrat nosilec ene pomembne funkcije v stranki, ki je bila izredno pomembna. In Kučan namesto, da bi mi rekel, pač ja, no, mladi mož, kako si, kaj rečeš, ne vem, brez veze, pa si mislil meni, daj zgini k tem poču. Ampak bi rekel bla bla. Ne, jaz take brutalnosti pa sem v svojem življenju komuniciral z ljudmi, ki so res pomembni, res. Ampak take brutalnosti jaz nisem nikjer doživel kot od njega. Ja. Kot od njega. Ampak poglej, ti prihajaš, recimo zanimivo, ne? Ti prihajaš recimo z nasprotnega ideološkega pola, kot Milan Kučan prihajaš. Ampak kako si potem pa razlagaš, ne, da je imel tak odnos do tebe. On je uničil zmerno levičarstvo v Sloveniji. Uničil je liberalizem v Sloveniji, da bi obstal ta vožd, ta kralj, ta oče slovenske policije. Se pravi, to ni državotvornost, da greš ti uničevati zmerno levičarstvo, ki se je pojavljalo na začetku, bom rekel, v tistih 90-ih let. Spomnim, da se oba tistih poslancev, zmerni ljudje,
svojo ideologijo socialistov sicer, ne, ali pa socialnih demokratov ali pa karkoli, ni bilo tega, te norosti, kot je zdaj, tega ugrabljenega antifanšizma, ni bilo tega ugrabljenega partizanstva, ki so si ga prilastili, ni bilo konec koncev bedastih poslancev, ki bi vstajali in rekli, da so ponosni nasledniki komunizma, neka peta liga, kar se jaz spomnim, socialdemokracija, takrat, ko sem še jaz funkcioniral v LDS-u. Do tega je pripeljal Milan Kučan s svojimi dejanji. Ubil je in mislim, da z Golobom pa dokončno in pa Jankovićem pa dokončno ubil to levičarstvo oziroma ga želi spraviti v ta skrajni levi kot, ki pa jaz upam ne bo mogoče že zdaj v marca ne bo prišlo čez 15 Ampak moram povedati, odkot to? V zamočani strani, 5. del zgodovina NOB-ja. Kakšna velika laž je ta uradna mitologija NOB-ja. Oni so vsakega, ki je pristopil iskreno k NOB-ju, tako kot recimo nek levičar ali karkoli, če ni bil 100% za njih, izročili Italijanom za streljanje, ali so ga pa poslali v 13. bataljon, pa teh dokazov je, kaj ti hočeš v 5. delu moje knjige. In to je ta logika, ali si ti 100% za nas, a ne? Ali si res koristen idiotak in potrčko in budala in delaš za nas in si nam predan 100%, če ti rečemo, tle ne botičnik skoč, dol boš skočil, ali te bomo pa mi poslali, samo ubijati zdaj več ne morajo, lahko pa izločajo. Dobro, če gremo malo naprej, no, itak bomo počasi iti proti koncu. Zdaj, Miran pa, Boštjan, zdaj, recimo, koliko pa je pomemben takšen intervju od Kučana zdaj, ne? Vedno je bil. 2 meseca pred volitvami in recimo v takem razmerju sil, takih konstelacij razmerja sil, kot so recimo zdaj, ne? Vedno je bil. Videli smo zadnjič tole anketo tukaj na info360.si, zdaj če jo malo pač ko ponastavim, da se realno se pač Golob oziroma Gibanje Svoboda tam nekje suče med 12-14%. Ne? To, kar na nek način v bistvu mi skozi ugotavljamo. To je ta Šalčev doseg, ne? Se pomniš takrat iz 2018. Ne? Zato me zanima, kaj lahko recimo Kučan, očitno se Kučan zaveda tega dosega, tega dometa, ne? In verjetno on poskuša zdaj nekako odločilno vplivati, ne? Na to razmerje. Do zdaj je vedno bilo, ker je enostavno vedno imel paleto levih strank, kjer so na omembo imena Milan Kučan padali na kolena, se tresali in moledovali za podporo. Zdaj je prvič nekako tako, in vedel se je, recimo na desnici ni nekega igralca, ki bi lahko je samo Janša, ne? Zdaj se pa še Logar, zdaj se je pa malo drugače pojavil, torej zdaj imamo pa neko izbiro, konec koncev imamo Logarja, imamo sicer tega malo bolj štorastga zaenkrat Prebiliča, ampak jaz vendarle verjamem, da neki bo iz sebe dal, pa nima podpore ni Milana Kučana recimo, ne? Tako da neka izbira je, ne rabimo, tudi bom rekel tisti ljudje, ki imajo nekako percepcijo ali pa spoštovanje do prvega predsednika, da karkoli bo rekel, da to je sveto, imajo zdaj možnost malo razmisliti. Ni zdaj tako, da nimajo izbire več. Ne? Kako? Ja, ni več vse sveto. Ni več vse sveto. Tako da jaz mislim, da bi zdaj, vsaj upam si, no, da bi marca lahko prišlo do tega, da bi enostavno se Kučanu tudi strani volilcev pokazali, da njegova beseda ne šteje več toliko, kot je štela. Ampak zanimivo, ne, bral sem zdaj v tem kontekstu, ne, okoli pač volilcev, ne, pa sprejemanje odločitev, koga bodo volili, koga ne. Berem intervju z Vladom Miheljakom, ne, v Večeru. Ne, pazi, da njega seveda razglasijo ga, čeprav je aktivist levice, ne, ga razglasijo za neodvisnega strokovnjaka, komentatorja, profesorja in tako dalje. Ampak tudi vidim, povsod na celi paleti zmanjkuje argumentov. Edini argument, ki ga potem pač Miheljak reče, jaz mislim, da bodo ljudje dovolj pametni, da bodo videli, da je Golob vendarle boljši od Janše. To je edini argument, ampak ne bi karkoli za kakšno podcenjevanje ljudi. Kakšno podcenjevanje ljudi. Točno to. Recimo Golob, ne, ki zdaj en val prihaja, ne, s to novo poskušajo malo drugače pozicionirati. To, ne, hočemo reči, konkretna zadeva, ne, zunaj abstraktne politike, o kateri se mi pogovarjamo, dvig minimalne plače, kaj potegne za sabo? Potegne za sabo dvig prispevkov za SP. Koliko je SP-jevcev v Sloveniji? 100 000. 100 000 ljudi je zdaj Golob udaril po glavi. Pa SP-jevci, če si ti pameten, imaš SP. Ne moreš biti trapast, pa imeti SP, ker to ne gre. Ker obrabiš številke in gor in dol. 100 000 ljudi si je mesec dobil, zdaj samo konkretno, da ne govorimo o gospodarstvenikih,
Ne? Hočem reči, to je toliko enih, bi rekel, enih potez v vojni zoper, kot jaz to imenujem, vitalne plasti slovenskega naroda, zdravniki, espejovci, podjetniki, kmetstvo, kmetje, to mora poznati. Ampak Miheljak pa pravi, da bi vsi ti, espejovci, zdravniki, podjetniki mogli biti zdaj tiho, pogledati stran, on celo govori, si dati ščipalko na nos, da ne bo preveč smrdel in kljub temu volil Goloba, da jim bo nabil, da v zdravnike še naprej žalil, da jih bo še naprej metal iz služb, da bojo še daljše čakalne vrste, da bo prispevek za SP v 5 letih iz 100 evrov zrasel na 750 mesečnega prispevka. Ja, odlično, kar volite ga. Vsak pogovor z njimi se konča, če poskušaš jim postavljati argumentirana vprašanja, ne, ali pa opozarjati na napake, se konča z zadnjim stavkom, še vedno je to bolje kot Janša. Ja, pa to je laž. Tle se zgodba konča. In tudi ta intervju Kučana je treba gledati v tej luči. On ima lahko 5 strani nekega nabijanja, nekega pametovanja, nekega ne vem kaj. Ampak na koncu je treba sporočilo pogledati, torej tisto osnovno sporočilo, ki je pa v 2 stavkih, ne? Janševa vlada bo še, 4. Janševa vlada bo hujša kot karkoli. To je Baba Vanga sporočilo. To je zdaj, se pravi, tudi Kučan, ki ni bil znan potem, bil je ljudski, recimo, takrat se spomniš, ko je bil predsednik, se je želel pokazati kot ljudskega. Ni bil pa to, kar je zdaj pa estradnik postal. Zdaj pa zgleda, da je ta vpliv Tine Gaber, Roberta Goloba okužil tudi Milana Kučana. Zdaj laže tako, da... Veš, to je estradnik. Meni zgleda kar neka oblika... Z leti pride ta želja po pozornosti in vse kup stvari. Še vedno jo bi lahko imel. On bi imel veliko več pozornosti kot nek, bom rekel, državotvoren prvi predsednik države, kot neka starosta, kot nek, bom rekel, modrec, ki bi uravnovešil svoje besede in videl tudi neumnosti, ki se dogajajo. Ne vem, mislim, tisti Jankovićevi rumi, tisti ni neumnost, ali kaj? Ne more iz te kože izključevanja, ne more. To je kriminal, Milan. To je kriminal, ja. Ampak enostavno človek ne more iz te svoje kože. Prej bo komentiral, ne vem, vse sorte, ne vem, kosilo prpeča, rečel, da bo omenil karkoli negativnega od teh svojih koristnih idiotov, ki jih je postavil. Zdaj predlagam, da počas končamo, zdaj samo še eno zadnjo vprašanje, kaj lahko recimo še pričakujemo zdaj od Kučana do volitev? Aktivacijo kolesarjev. Aktivacijo kolesarjev. Ja, do volitev celo. Ja. Do volitev. Ja, možno, ne, potem pa jaz pričakujem pa aktivacijo kakšnih drugih kontraplasti, ne. Ampak vprašanje je bilo sicer, kaj lahko pričakujemo še od Kučana, ne? Še, mislim, teh nekih takih intervjuov in seveda bolj, kot bojo volitve, bolj bo paničen, bolj se bojo med seboj kregali, ker zdaj se bojo pač postavile liste, postavili se bojo kandidati za poslance, Levica z veliko začetnico bo imela enega kandidata za poslanca ven, SD Vatovca bo imela enega več, to so samo zdaj bomo videli, kako bo to šlo in to so pač to vloženo v prepir, to vloženo v eksplozijo, tega SD ne more in seveda Kučan bo potem... Ja, ampak je pa v tem smislu je Kučan še dal eno prosto izrekel, da bi vendarle prišlo še do združitve Preroda in SD-ja. A to je realno še, mislite? Jaz upam, da ne. To samo pomeni, da oni imajo podatke, da SD ne prije v parlament, kar je zanje popolna katastrofa in SD morajo spraviti v parlament, ker to je pa pač njihova infrastruktura, njihova baza, to je toliko in toliko županov, svetnikov, razumeš, toliko in toliko ljudi je vezanih na proračun stranke, oni si ne morejo, konec koncev čisto simbolično si ne morejo, da naslednica partije pade iz parlamenta, ne. Hočem reči, tega si ne morejo dovolj, tega si Kučan ne more dovolj, ne. No, povej. Sem pojasnilo, ker sem rekel aktivacija kolesarjev. To ne pomeni samo kolesarjev, to pomeni lahko tudi nasilne proteste še pred volitvami, če se bo kazalo, da so volitve torej, da so volilne napovedi. Ne, volilne napovedi. Lej, mi smo zelo zagrebali v to balkansko kriminalno, bom rekel, zgodbo, ker ima ta kriminal interes, da ustane na oblasti točno to, kar imamo trenutno. Golob, Janković, mimo grede, samo še ta stavek, prosim. Ko nas opozarjajo na kraje volitev strani Amerike, Izraela,
Dajte ljudje božji pomisliti, koliko je v Sloveniji ameriških in izraelskih tajkunov, ne, svojim denarjem in koliko je srbskih in pa bom rekel iz Republike Srpske. Kdo ima pol interes, da ostane ta oblast? No, seveda. Ne? Kdo bo kradel volitve, če jih bo kradel? Ne, oni bojo na vsak način, to je pa temeljni problem teh volitev, je, da jih bojo poskušali tehnično prilagoditi tako, da bodo na nek način poskušali jih bojo ukrasti. To je dejstvo. Čist formalno to, kar se dogaja, čist tako, ne, na določenih voliščih, za ki je bil referendum za evtanazijo, ni prišlo 100% glasovnic. Prišlo je 70% glasovnic, ima točne podatke. In se je tisti na volišču pritožil v komisiji na šefa komisije, lejte, 30% glasovnic manjka, pa je bilo veliko volišče. Ja ne, sej ne bojo glasovali, sej jih ne rabimo jih, ne? Ker teh 30% glasovnic ti lahko plasiraš, razumeš, 30% glasovnic na nekih predčasnih volitvah v Ljubljani, a ne, recimo za stranko SDS ali pa za stranko NSI, umakneš ven, daš noter, napišeš za Kučana, Jankovića in tako naprej. Ne? To bojo gotovo nekateri. Skratka, časi niso tako enostavni. Ne, časi niso, ne. Zanimivo je, da je tudi nekako začela to govoriti o tem, da bo nekdo ukradel volitve. Ja, se to ti Ker govorim. se skozi Janši učita, Oni zakaj vedno- Janša govori, da oni Oni zdaj vedno- kažejo, oni želijo kažejo, s prstom pokazati na Izrael, na bom rekel, torej judovsko skupnost, na Ameriko, na ne vem koga še vse, ne? Oni vedno kažejo na neke dozdevne fašiste, na neke dozdevne totalitarce, čeprav so sami po bi rekel, zgodovinskih analogijah in analizah isto, totalitarci in fašizem, nacizem, komunizem, eno in isto. Dobro, Miran pa Boštjan, lepša hvala za današnje komentarje. Ne? Naslednji petek, nova ura resnice, gremo naprej z komentiranjem predvolilne kampanje, do takrat pa se veste, kjer je bojanje tudi požar.